Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni člani družine, naše današnje gostje, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni na tem torkovem večeru, ki nosi skupni naslov Obrazi slovenskih pokrajin. Obrazi slovenskih pokrajin v bistvu gre za portal in sicer gre za spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin. Od 4. decembra letos pa je portal bogatejši še za en zapis. Govorim o zapisu o naši današnji gosti, gospe Mariji Kolar. Marija, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes tukaj kot osrednja gostja in ne samo kot učiteljica, samo je seveda v narekovajih, kot učiteljica, ki bodri tiste nadobudne učence pred njihovim prvim nastopom. Lepo pozdravljeni še enkrat. Vedno, ko se pripravljam na en tak pogovorni večer, grem seveda najprej pobrskati na splet, kaj piše o mojem gostu. Knjižničarji nismo nobena izjema, vedno najprej uporabimo splet. In ko sem se pripravljala na ta večer, bolj ko sem klikala, bolj ko sem preoblikovala vprašanje, tako in drugače manj podatkov sem dobila. In ko sva se z Marijo dobili, predebatirali ta večer, ji povem, Marija res ne piše veliko o vas, pa me je pogledala tako resno in skromno. No, se ni veliko za napisati. Pa sem potem, glede na to, da kaj sva vse potem se pogovarjali, je tega mnogo in še več. Zdaj čisto na kratko, res na kratko, ker bo potem preko večera, kaj več povedali, pa gre takole. Če bi sama mogla napisati en stavek o vas, o vašem življenju, bi napisala takole. Vaše življenje je kot glasba. Niz trenutkov, ki se prelivajo v melodijo, včasih nežno, včasih divje, a vedno, vedno srčno. Gospa Marija Kolar namreč že več kot 60 let deluje kot glasbena pedagoginja. Bila je voditeljica več pevskih zborov in pobudnica glasbene pripravljalnice. V Radovljici jo je uvedla kot eno izmed prvih v Sloveniji, torej to je glasbena vzgoja v predšolskem obdobju. Mamili so jo za učiteljico v Düsseldorfu, do letos pa je bila predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica in je duša, mogoče tudi prva violina, festivala Radovljica. Otrok, ki jih je poučevala, je zagotovo nekaj tisoč. Je prejemnica mnogih nagrad, najpomembnejši sta Žagarjeva plaketa in od leta 2022 je gospa Marija tudi častna občanka občine Radovljica. Lahko zaploskamo. Tako, res čisto na kratko, ampak vseeno, zdaj bom pa jaz nehala govoriti, začniva na začetku. Rojeni ste bili na Goriškem. Kako pa je zdaj ta pot, kako se je oblikovala, kako je prišlo to, da ste prišli v Radovljico in ostali tukaj? Torej, ta pot je kar dolga. Najprej sem se rodila zelo v hribih, tako kot da bi bila na Svetem Petru ali pa še višji. Torej, to je bila vas za vrh z 10 hišami. Ampak takrat, v tistih letih, nas je bilo kar 100 v tej vasi, v teh 10 hišah. In tudi moja družina šteje 6 bratov in sester, pa mama pa oče. No in ko mi smo v Zavrhu živeli zelo lepo, fino je bilo, meni je bilo zelo všeč, nismo imeli še elektrike, je bila še vse pri svečah. No in potem je pa moj tata, mi smo kar tata rekli, ne oče, ne, ali ne vem kako, je pa rekel, no, mojih 6 otrok ne bo ostalo v hribih, gremo dol v dolino, kjer bojo lahko hodili v šolo. In tako je 50. leta, ni bilo še elektrike v Zavrhu, 50. leta smo se preselili v Šempeter pri Gorici in tam je oče oziroma tata najel hišo in smo bili podnajemniki in seveda smo hodili tam vsi v šolo. Mislim, da je bila ta Šempeter pri Gorici je tako, kot bi bili Radovljica pa Lesce, tam je bila pa že Italija v Lescah. In takrat je bila meja še zaprta in smo seveda mi hodili v šolo, eni tu, eni tam, celo v glasbeno šolo sem hodila peš iz Šempetra v Sovka.
ker najprej je bila občina Šempeter pri Gorici, potem, ko se je začela Nova Gorica 55. leta graditi, potem se je tudi šolstvo spremenilo oziroma prestavilo v Novo Gorico, ki je še ni bilo, zato je bil pa Solkan. Solkan je bil glavno mesto takrat. No in potem, ko sem končala osnovno šolo in ko so moji bratje pa sestre vsi še hodili v šolo, sem pa obiskovala istočasno tudi glasbeno šolo, pa ne samo jaz, pač pa moja sestra Milica, pa moj brat Lado, ki je že pokojni žal, in Brane, je to najmlajši brat, to je 7 let mlajši od mene, on je pa igral violino. In tako smo vsi bili, zgleda, precej povezani z glasbo, ampak seveda takrat v tistem času nismo imeli doma inštrumenta, nismo imeli tega, ampak pri naši hiši se je ogromno prepevalo. Tata je imel to zelo rad. No in potem, ko sem zaključila osnovno šolo v Šempetru pri Gorici, istočasno sem zaključila tudi 6 razredov glasbene šole, no in potem sem imela k sreči zelo dobro pedagoginjo za klavir, ki mi je pripravila, da sem potem odšla v Ljubljano na srednjo glasbeno šolo in tam sem potem vzela glavni predmet nauk o glasbi in tudi zaključila. Bilo je kar lepo. Imeli smo se fino na glasbeni šoli, imeli smo tudi ravnateljico, ki je bila taka kot ena mama nam. Ko smo šli recimo na Dunaj prepevati, je ona skuhala fižol, pa neko solato in to smo potem preživeli, ampak res je bilo fletno. No in potem sem jaz, ko je pa moj drugi brat prišel v Ljubljano, ko je potem še tretji brat prišel v Ljubljano, je pa tata rekel, ja, zdaj pa Marija najde eno štipendijo, se jaz ne bom zmogel vsega. Mama je pa rekla, ja, kar domov ne pridejo. No, je rekel, če ne bo šlo, bojo že prišli domov sami od sebe. In tako sem jaz iskala štipendijo. In seveda štipendijo sem našla v Radovljici. To je leta 58. Sem pa prišla na srednjo glasbeno. 60. leta sem našla štipendijo, sicer ta štipendija ni bila prav velika, ampak je bila dovolj velika za pokrit internat, ker smo bili vsi v Žibertovi ulici v Ljubljani. No in potem so pa v Radovljici po 2 letih, ko sem že imela to štipendijo, me poklicali, da naj pridem v službo. Stara sem bila pa 20 let, no 62. leta in pridem jaz v Radovljico, ja, so rekli, zdaj morate iti pa v Gorje. Ja, jaz pa prvič v Radovljici, seveda takrat nismo potovali tako kot danes, in sem prišla z avtobusom do Bleda, z Bleda do Gorje sem pa peš šla. Pridem v Gorje, je rekel ravnatelj, ne, ja, lahko ste za glasbo nastavljeni, ampak morate še likovni pouk učiti. Ja, sem rekla, likovni pouk jaz ne moram učiti. Kako pa ne učim likovni pouk? In tako sem tam zaključila, šla, je rekel, kar pejte na Bled. Pridem na Bled, ravnatelj Nuk je takrat bil, pa pravi, ja, mi smo pa ravnkar eno Alenko, ki je tudi Radovljičanka, je prišla z Maribora, nastavili, ker je mož tudi tu v službi, mislim, da je bil gozdar. No, skratka, tudi na Bledu ni bilo nič z mojim poukom, so rekli, kar v Radovljico pojdi. Pridem v Radovljico, poiščem pokojnega Zorkota, on je bil takrat ravnatelj, kajti Radovljiška glasbena šola se je ustanovila šele 56. leta, to se pravi, da je bila, ko sem jaz prišla, 6 let stara. No in pridem in poiščem tega ravnatelja, ja, kar pride, ja, v redu. No in jaz pridem v Radovljico, pa ni bilo takrat še glasbene šole take, kakršna je danes, pač pa smo gostovali v Sokolskem, oziroma dom teh športnikov. Tako je zdaj nov blok zdaj nastal, ne, tam. Čist gor na vrh, nekje smo bili spodaj, in sem bila jaz čist na vrh, tam so bili tudi arhitekti, pa vse mogoče pisarne so bile v tej stavbi, ampak veseli smo bili, ker smo imeli dvorano, tisto športno dvorano, in tam smo lahko imeli spodaj nastope, pa spodaj je bila tudi soba s klavirjem, no in skratka, tam sem bila jaz, ampak ne prav dolgo, ker so začeli pa spet tam obnavljati to stavbo in smo se preselili v Triglavsko gostilno, tam, kjer je bila potem knjižnica.
No in v Triglavski gostilni tudi nismo bili prav dolgo, ker so tudi tam bili, ne vem, skratka, jaz sem bila premlada, da bi takrat sploh te stvari dobesedno razumela. No in smo naš oziroma inventar je bil tak, da smo na majhnem vozičku čez celo Radovljico peljali ves material oziroma vse imetje glasbene šole. No in kam smo šli? Prišli smo do Avguštinove gostilne. Okay. In smo bili celo leto še v Avguštinovi gostilni. Tam je bila k sreči tudi ena gospa, ki je zelo dobro kuhala in smo lepo bili še na kosilu tisti, ki smo bili tam v službi. In smo bili eno leto v Graščini, pri Avguštinu, no čez eno leto smo pa potem prišli do Graščine. To je bilo leta 64, v 65. letu, ampak tudi tam v Graščini nismo imeli prav veliko prostorov, kajti v enem prostoru so bili upokojenci, v drugem so bili kadilci, oziroma tobak so imeli. Ja. Skratka, vse sobe so bile in pa tam zadaj bila pa so imeli pa vojaki svoje sobe. Ne? Tako da smo tam prišli v Graščino z malo boljšimi pogoji. Seveda, jaz sem ves čas učila nauko glasbi, to je bil najbolj neprijazen predmet in še danes je neprijazen predmet. Ampak mi smo ga znali nekako tako odpeljati, da smo se imeli fino, tle je kar nekaj učencev mojih. In seveda jaz sem bila taka, da sem imela zelo rada učence, rada sem prepevala z njimi in smo se kar dobro imeli. Tako da moja pot v Radovljico je bila taka. Ampak seveda nisem bila takoj preseljena v Radovljico, pač pa sem se 15 let vozila iz Ljubljane v Radovljico v službo. Kot veste, imamo mi službo vedno popoldne smo jo imeli, to se pravi od 1 do 6 ali pa od 2 do 8. Moji 3 otroci, Irena, Primož in Andrej, so bili sami popoldneve doma. Ja, pač tako je bilo. Sicer, ko so prišli iz šole, so imeli vedno doma za jesti, hrano, tako da niso posedali okrog. Najbolj sem bila vesela tega, da sta fanta šla potem na letališče. Tam se mi je pa zdelo, da na letališču pa ne morajo kar nekaj, ne vem kaj početi, morajo le glavo uporabljati, če grejo v zrak. Tako da me to ni skrbelo, pravzaprav zelo sem bila vesela. Irena je pa počela marsikaj. Tudi je veliko risala že takrat, ampak to se je potem naprej preneslo. Odlično. Ampak dajva se zdaj še majčkeno ustaviti pri teh pripravljalnicah. Kako, zakaj med prvimi so bile v Radovljici? Namreč te pripravljalnice so v bistvu nastajale po potrebi. Meni se je zdelo škoda, da otroci 5 let stari nimajo tiste prave vzgoje glasbene oziroma pevske, se tam se v glavnem poje, pa z inštrumenti smo imeli precej opraviti. Ampak ta pripravnice so bile toliko dobre, da so se hodili še drugi učitelji iz Slovenije k nam moje ure poslušati, no in potem smo seveda to obdržali. Čeprav na začetku je bilo rečeno, ja, kaj se pa grejo v Radovljici, kaj pa delajo v Radovljici. Ja, jaz pravim, to je tako, kot če imaš družino. Tudi v družini nekaj postoriš, tisto, kar ni všeč temu ali onmu, ampak vendar eno skupno noto pa le najdeš. No, zato, ker zdaj to je stalna praksa v glasbi, a ne? Tako, stalna praksa. In jaz sem v tej glasbeni šoli uvedla tudi skupinski pouk s kljunastimi flavtami do upokojitve in mislim, da smo kar dobro skozi prišli. In seveda, tisti nadarjeni učenci so potem učitelji, ki so poučevali individualen pouk, me vedno spraševali, imaš kakšnega dobrega, je kakšen tak in tako. Je bilo da so malo novačili že vnaprej svoje učence. Ja. No, nekaj časa ste pa tudi sicer živeli v Nemčiji, kjer so bili tudi strašno navdušeni nad vašim znanjem. Dajva še to mečkam povedati. Jaz sem bila v Nemčiji 2 leti v Hamburgu, 1 leto v Düsseldorfu. V Hamburgu sem želela, da sin, ta starejši, ni bilo še Irene pa Andreja, da bi
nemščine se naučil, a ne, in sem želela, da gre v vrtec. In sem dobila eno ponudbo, če gre moj sin v vrtec, v ta vrtec, mora mama biti tam v službi. Ampak to je bila tovarna Peja čokolade. In mama je pač prišla v službo ob 8, ob 6 sva šla na avtobus zjutraj, ob 6 zvečer sva doma. Ker smo seveda stanovali zelo daleč iz Hamburga, ker je 2-milijonsko mesto, tam ne moreš, pa denarja nismo imeli, ne? To ni bilo kar tako. No in je potem mama bila za tekočim trakom en mesec. Okay. Jaz sicer trpela, ampak nedolgo, ker je potem ta moja šefica ugotovila, da lahko kaj boljšega počnem. In sem potem nekaj boljšega počela tiste pol leta in preden sem potem šla nazaj v Ljubljano, sem me hotel tam za šefico postaviti. Ne, sem rekla, ne bom, jaz sem v čokoladi ostala. No in potem smo šli v Düsseldorfu sem si pa rekla, ja, kaj pa če bi poskušala izvedeti, kakšen pouk imajo v Nemčiji glasbene šole. Ne? No in res sem prišla v Düsseldorf, ki je veliko mesto kot Zagreb, in me je ravnatelj Düsseldorfske šole povabil na razgovor. Seveda, ker sem pa slišala glasbena šola Düsseldorf, sem se tako prestrašila, da nisem šla. Potem pa pride gospodinja domov pa pravi, ja, a ste šla? Ne, nisem, sem rekla. A veste, da tega Nemcu ne smete narediti? Kar obljubite, mora biti tako. No in sem se potem zlagala, da je bil Primož bolan in zato sem šla potem naslednji dan. No in pridem tja, joj, ravnatelj, taka krasna soba, klavir na sredi, pa to, joj, sem si mislila, kaj me bo zdaj spraševal. Je pa rekel, ja, nič vas ne bom kaj dosti spraševal, boste kar nadomeščala. In pa mi je dal urnik, kje naj nadomeščam v mestu, ki ga sploh nisem poznala, s karto sem hodila po mestu, da sem našla to šolo. Kajti oni nimajo glasbenih šol tako kot pri nas, zato smo mi lahko zelo veseli, da je ta glasbeno šolstvo pri nas tako lepo urejeno. Tam gostijo po osnovnih šolah. In po osnovnih šolah popoldne so proste, si tam, pa v vrtcu tudi popoldne. In tako sem jaz hodila en mesec nadomeščala, pa me pa spet pokliče, pa pravi, ja, tako so zadovoljni z vami, jaz sem pa mislila, da bom nehala, ne. Je pa rekel, vas bom kar nastavil. In me je recimo 70. oziroma 71. leta nastavil in sem imela 1200 mark na mesec. Meni se je kar bledlo. Sem rekla, kako je to možen, a ne, toliko veliko denarja. Ker sicer smo z eno štipendijo preživljali mesece. No in tam sem bila potem pol leta nastavljena, potem sem pa seveda želela priti domov v Radovljico, ker v Nemčiji se mi je zdelo tako, kot da po jajcih hodim. Meni ni ta dežela bila, oziroma ta njihov kapitalizem me je takrat zelo motil. No in potem so rekli, a boste ostala v Nemčiji, a zdaj pa greste pa vi domov, ja, mi smo pa tako zadovoljni z vami. No in sem potem tudi šla. In sem prišla nazaj v Radovljico in tako je tudi prav. No in tu sem bila, no, potem je bilo 72. leta sem se vrnila v Radovljico, 77. leta sem se pa z mojo družino preselila v Radovljico, kajti lažje potem delaš, če si tu doma, kot pa da ob 6 se neha, pol 7 je avtobus, ali pa še sem še kakšnega zamudila. In naša tajnica je enkrat celo napisala, ker sem zamudila avtobus, je ona štopala in je ustavil in mene je pobral. Ona si je številko pogledala, če me bo ja domov v Ljubljani pustil, da ne bo me kam drugam zapeljal. No, skratka. Je bilo vse v redu? Je bilo vse v redu, nisem bila zanimiva. Ali pa si tako prestrašil mogoče? Kaj pa so otroci rekli, ko ste se preselili? Pravzaprav nič, kaj niso imeli. Besede? Ne besede. Saj so bili toliko še majhni. Irena je bila 5 let stara, Andrej je bil 4,5, ne, 5,5, Andrej je bil 4. V redu. Primož je bil že 12. So pač šli v šolo, pa v vrtec. Ta dva sta hodila v vrtec, Andrej pa v šolo. Kar v redu je bilo. No, to če dobro izpeli. Mislim, da to bi bolj oni povedali, kaj so počeli popoldne, ko mami ni bilo. Vse mogoče stvari, a ne? Da so pol sosedi rekli, kaj pa gor na vrhu. Ko imate pridne otroke, so to. No, to bomo pa za en drug pogovor imeli prav v redu.
Ja, ok. Torej, in potem ste ste prišli nazaj v Radovljico, tukaj vas je čakalo v resnici potem delovno mesto oziroma ste si ga zopet našli v glasbeni šoli. In že v uvodu sem povedala, da ste prejemnica Žagarjeve plakete občine Radovljica. To plaketo ste dobili leta 87, ja, gre za priznanje za delo na pedagoškem področju. Ampak potem, ko ste se vrnili v Radovljico, niste samo poučevali na glasbeni šoli, ampak je bilo tega mnogo in še več. Ja, takrat je bila glasbena šola na tem nivoju, da je vsaka osnovna šola še prosila za pomoč. In z ravnateljem Jegijem Gašperšičem sva nadomeščala vojaščino, ki jo imel Škarjanc Peter, je šel k vojakom za eno leto. Takrat smo bili še en čas tukaj v Čebelci, da je lepi prenovljeni. In jaz sem imela 5. pa 6. razrede celo leto, Jegi Gašperšič pa 7. pa 8. Tako da smo celo leto tam pomagali. Potem so me na osnovni šoli tudi prosili, če bi imela 1. pa 2. razred zbor. No, sem tudi to potem vzela in sem 3 leta imela in smo bili kar uspešni. No, potem so v Lescah, Maja ve, v Lescah je šla na porodniško učiteljica glasbe in so spet mene prosili, da sem dopoldne tam nadomeščala od 5. do 8. razreda, takrat ni bila še 9-letka, od marca do junija. Potem smo imeli pa seveda ogromno prireditev za otroke. V sklopu glasbene šole. V sklopu glasbene šole, ampak osnovna šola je želela, da pridejo spoznavati inštrumente, in teh večerov je bilo kar ogromno, oziroma dopoldnevov, 1. pa 2. razred, oziroma pretežno 1. razred, ampak najbolj sem bila pa jaz vesela učencev oziroma teh otrok, ki so prihajali iz prilagojenega pouka. Takrat se je reklo posebna šola, No, in ti so prihajali in so bili tako srčni, to je bilo toliko izraza na teh otrocih, še na cesti pol so me pozdravljali, res so bili, tako so sprejemali, skoraj bolj kot tisti, ki so prišli iz 1. razreda osnovne šole. Ja, so taki, bolj pokažejo to srčnost. Ja, pokažejo, res in škoda, da se jim pač to dogaja, ampak jim je treba prisluhniti in pomagati in je res prijeten. Jaz sem to izredno rada počela. Za njih in za vas, za oboje. Ampak vse te šole, zdaj smo omenili Lesce, pa Begunje so bile tudi, Tudi to. Ampak takrat je bila občina Radovljica, niso bile razdrobljene. Ja, in ste tudi tekmovali pa v Gorjah? Ja, takrat smo imeli revijo. Se ni bila tudi ne po vrste tekma, ampak... No, ta revija, kjer se predstavljajo zbori. Ja, in takrat smo lepo priznanje dobili. Ker povejte se lepo. V Begunjah sem pa celo leta nadomeščala porodniško. Še z eno učiteljico smo se skupaj vozile. Vsak petek me je pobrala in cel dopoldne smo bili tam. No, potem je pa iz Zavoda za šolstvo Kranj, tam je bila zaposlena Berta Golob, pisateljica, krasna gospa. In ona je organizirala srečanje za učitelje občine Radovljica, da imam učno uro v 2. razredu v Begunjah. No in potem so prišle tudi učiteljice iz ostalih občin v Begunje in jaz sem imela pač normalno uro s temi otroki in tako, in Berta Golob je bila neverjetno zadovoljna s tem in je rekla, jaz bi kar k vam hodila. Ja, jaz bi kar pri vaših urah bila. Tako da lepo je bilo. Mislim, jaz bi rekla, da sem v pokoju že tako dolgo, ampak v pokoju sem samo na papirju, tisto, kar me pa v življenju zanima, pa še vedno počnem. No, odlično. Pa če slučajno pa tukaj sem prepričana, da vas vsi poznajo kot glasbeno pedagoginjo, ampak na začetku sem pozabila povedati, ta večer se snema, ne gre v živo, bo pa dostopen na spletu in mogoče kdo od vse v redu, Marija, nič bati. In če mogoče kdo od gledalcev Marije ne
pozna kot glasbene pedagoginje, vas pa sigurno vsi povezujejo z mednarodnim festivalom Radovljica. Ta se je začel daljnega leta 1982 pod enim popolnoma drugim imenom, in sicer kot šola ali kot delavnice, sva rekli, za baročne inštrumente. No, in zdaj mene zanima ta pot od te šole do danes, ko je festival Radovljica eden izmed res pomembnih festivalov in kjer je v zadnjem času kar večina koncertov razprodanih, in to v baročni dvorani, kjer je preko 200 stolov, tako da je res uspešen in pomemben festival. Tako da še to zgodbo nam zaupajte, prosim. Ja, ta zgodba se je začela leta 1997, ampak to letenco zato pokažem, ker takrat smo mi kot Društvo ljubiteljev stare glasbe prevzeli Ramovžev festival. Ramovž je prišel v Radovljico leta 1982, takrat ni imel nobene službe, ker je v Gradcu zaključil svojo klunasto flavto pa čembalo. No, in sem ga pravzaprav jaz pripeljala, ravnatelja sem prosila, če bi lahko ga nastavil, in tako je to začelo. No, ampak kot Ramovž je imel precej veliko idej pa namenov in je ustvaril najprej delavnice glasbene. To se pravi, v Avstriji je bila že ta stara glasba znana, v Švici, na Nizozemskem, vse posod v Angliji sploh, pa tudi v Nemčiji. No, in je potem on začel s to delavnico, tam skoraj 9-10 let smo imeli samo koncerte, ki jih je on z Avstrije pripeljal ene glasbenike, ki so imeli te inštrumente, namreč te inštrumenti niso ti klasične violine pa klasični čeli, ampak so to inštrumenti, ki imajo črevnate strune, to so mehkejši zvok, tehnika sama je tudi drugačna, lok se drugače drži kot zdaj v modernih oziroma sodobnih. No, in tako je potem do leta 1996 on imel te koncerte, vsi smo mu seveda pomagali, tudi Nadja tam vidim, da je tu, je rekla, je bila precej udeležena tudi z našim festivalom, ne samo z tem. No, in 96. leta je Ramovž odšel v Brežice, takrat je pa rekel, ja, Marija, ti greš pa za mano, ne? Tja, ne, sem rekla, jaz ostanem v Radovljici, jaz sem tu doma, ne more en tuj človek priti v mesto pa tam početi, ne vem kaj, ne poznaš zadev pa to. No, ampak mene je zbodlo to, da je v časopisih bilo napisano, da bo pa zdaj Radovljica imela samo še kravji bal. To je bila ena notica, seveda on je odšel, zdaj bo pa Radovljica imela samo kravji bal. Mene je to zelo zmotilo, ker smo res prvič, naša graščina je primerna za te take koncerte. Seveda takrat smo jih imeli spodaj, v avli. No, in potem sem jaz vedela, da je občina nekaj denarja namenjala prav za festival. In sem si mislila, no, da če to pustimo, da gre mimo, bo ta denar šel tudi drugam. In potem takrat je bil še pokojni župan Černe, Vladimir Černe, in sem jaz hodila k njemu pa rekla, no, pa dajmo poskusiti, sej škoda bi bilo, da ne. Ja, pa ne, Ramovž je vzel s seboj logotip. Jaz sem rekla, pa sej logotip je ta mala stvar, sej imamo mi krasno graščino, pa bi iz graščine vzeli en motiv. No, in to je potem tudi sinobat Jure, pa pokojni Avguštinov Cene je bil zelo naklonjen nam in oni so tam poiskali v tej graščini te maske. In te maske so zgoraj, čist pod streho, tle jih je 8, sicer jih je pa 11. No, in tako, da smo imeli prvi, potem 97. leta, prvi koncert v naši režiji, z novo umetniško vodjo, in te maske so nam bile všeč. No, in smo imeli te maske 10 let. Do leta 2006, ko je umetniška vodja tista, Tjaša Krajnc, odšla in je potem prišel pa
zdajšnji umetniški vodja, Domen Marinčič. In potem smo mi prišli na manjšo izvedbo te programske knjižice, pa z eno masko. No, ampak, da povem en dotip s to masko, na občini je bil upravnik občinske uprave, moški. Pa reče, ja, gospa Marija, a niste mogli najti še grše face, ko je to, ne? Sem rekla, zakaj pa ne se, to je vendar v naši graščini zgodi, zakaj bi pa zdaj iskali, polepšali to masko? In je bil zelo zgrožen, da imamo tako masko, ampak to ni tako hudo. Ne. In smo šli tudi na manjši, ker ta je bil zelo neprimeren in tudi te maske smo potem, ker te maske oziroma to našo knjižico je oblikoval še pokojni Klemen Rodman. In še vedno držimo, Nataša Artiček nam pa vedno še vse obdela in pripravi za tisk. Se spomnim enega glasbenika oziroma kontratenor. To je tenor, ki zveni tako kot ženski alt. In jaz sedim tam v pisarni svoji, pa slišim zunaj v avli, ko še ni bilo dvorane. Nekdo se upeva, pa poje, pa da se nekaj, pa se danes nimamo ženske na sporedu. In grem gledati in je bil seveda moški. In ta isti moški je potem na nastopu je tudi pel, pa pri nas nismo še poznali kontratenorja, da ima tako ženski glas. Je pa, ko ni še čist do konca odpel, je rekel, jaz sem čist normalen, imam družino. Mogoče videl zgrožene obraze v publiki. In ker je ta naš Linhartov trg tako lep in tako res, jaz bi bila kar na stanovanju v Grščini, bi bila za hišnico, na vrh gor, saj dosti prostora. Ker mi res eno posebno energijo mi daje ta prostor. No in ko smo imeli enega mulata, bil je z Amerike, fleten gospod, tenorist, ta je bil pa tenorist, ne kontratenor, in bi mogel že skoraj na oder iti, pa ga ne najdemo. Kje pa je ta človek? Seveda, sprehajal se je gor pa dol po trgu, ker mu je ta trg bil tako všeč. A pa je zamudil, a je točno prišel? Ne, pa smo ga pravočasno še pripeljali, ker ti koncerti so bili vsi še spodaj v avli, ki je zelo akustična, zelo krasen prostor, ne, ampak je pa moteče bilo, še zunaj so avtomobili bili, nasprot hram, ne. Smo mi bolj razumeli v dvorani, kaj se tam pogovarjajo, oni, ko so bili tam, tak zvočen steber je bil, ne. No in potem smo imeli ene Angleže, ker smo mi hodili te umetnike iskati na letališča in tako naprej. No in so spali v hotelu Grajski dvor, vedno imamo okne tam, to pa zato, da nam ni treba jih hoditi iskati. Oni pridejo sami do Graščine in grejo in tako. No in potem mi kliče taksist, zjutraj ob 5 naj bi se jih pobral, pa peljal na letališče, je bil pa zaklenjen hotel. Ja, kaj pa zdaj? In je k sreči ta moj taksist rekel, veste kaj, odprite en oken spodaj, pa dajte mi kovčke ven, pa vi splezajte ven čez ograjo, čez oken, da jih je potem pravočasno pripeljal do letališča. Kjerga leta je pa to bilo? Ja, to so bile leta 2004-2003, tam nekje. Dokler je bila še ona prejšnja naša Tjaša. Ja, veliko stvari je bilo, ali pa smo imeli še leta 2000, meni se zdi, 2000 ali 2001, smo imeli eno orientalsko skupino, in tam je bil že problem, da je dobila tista pevka dovoljenje, da je lahko prišla v Slovenijo. No, ampak v redu. Mi smo imeli od leta 1997 pa do 2008 sponzor, ja, in to je bil Porsche leasing.
In to je bilo zelo v redu, ampak oni so vsako leto želeli, da imajo svoj koncert, a ne samo za njihove goste, so potem pri Lectarju tudi imeli pogostitev ali pa pri nas tam. No in ta Porsche leasing, ti gostje naj bi imeli pauzo in v pauzi, daljšo pauzo in tam bi pač se pogovarjali in tako naprej. Sred koncerta na začetku pa ugotovimo, da nimamo pauze. Kaj pa zdaj? Zadaj sedi Jaro, naš zvesti poslušalec in delavec, je bil pa takrat še veliko mlajši, ne? Zdaj pa kaj narediti? Zdaj v angleščini, v francoščini, kaj naj napišem? Sem rekla, kako naj to rešimo, ker Porsche bo grozen jezen na nas, ne? In Jaro je potem je bila tam Čehova Simona, ki je znala angleško, da je hitro nekaj napisala in tam so bili tolkalci, pa pevka, pa inštrumenti razno razni. In sem rekla, Jaro, zdaj se priplazi tam, ker bojo ploskali, pa daj tismu tolkalcu ta listek, da morajo pauzo narediti takrat. To nam je vse uspelo. Ne da bi upazili. Ja, narodna situacija, ampak ta Porsche leasing je ostal z nami do leta 2008, takrat je bila ta gospodarska kriza. Prišel je nov direktor na to mesto in tako smo potem izgubili, saj jih nimamo, sponzorjev pa donatorjev jih je zelo malo. Edini, ki ga moram pohvaliti, je v Radovljici Spans, on je pa od leta 1997 pa do danes še vedno nam cvetje pa organizira oziroma razstavi avlo. Pa tam imamo mi tudi med koncerti ali pa po koncertih malo popijemo pa se pogovorimo. No, lepo. Ampak kako pa v resnici, ko se koncert načrtuje, to verjetno se že, ko se prvi zaključi, ko se v enem letu zaključi, se takoj začne drugega načrtovati. Kako pa ta dinamika, koga poiskati? K sreči imamo zdaj Marinčiča, Domna Marinčiča, ki je sam velik glasbenik, igra gambo, igra čelo, violo da gambo, igra čembalo, je muzikolog, skratka, zelo je predan temu delu in ker je sam glasbenik, tudi veliko nastopa po Evropi, pa vse posod, pa tudi po celem svetu in potem ima stike non-stop s temi glasbeniki in skupinami in tako potem pridemo do 10 koncertov. Prvi koncert je bil pa 8 koncertov, ker smo prepozno izvedli. 97 let. Je bilo 8 koncertov? Pa naslednje leto, 98-99 smo šli pa na 10 koncertov. To je bilo popogojeno z Ministrstvom za kulturo, ko smo tam vedno zaprošali za dotacijo oziroma pomoč, ampak ta pomoč ni samo, da je ministrstvo, mora biti še lokalna skupnost. Če je lokalna skupnost tudi da, potem oni tudi to potem upoštevajo. Sploh smo pa imeli vsa leta zelo visok skupek točk, ker od 76 do 100 točk šele dajo potem, finančno podprejo. Tam je posebna komisija 5, ne vem, so vsi glasbeniki ali niso, skratka, in ti potem pregledajo vso dokumentacijo, ki jo dobijo, potem se pa odločijo, koliko točk dobimo za ta sklop, za vsak koncert posebej, pa seveda morajo biti Slovenci vključeni, in tako ne. To je pa tudi, se je bil tle v Radovljici Faganelov zbor, potem je bil Lajevčev Slovenikum, pa posamezni glasbeniki. Pred 3 leti je pa umetniški vodja Domen Marinčič ustanovil festivalski orkester. Tako da imamo vsako leto okrog 18 glasbenikov iz Slovenije, pa glede na program, ki ga izbira ga pa seveda tam na tele slovenske glasba, ki ni velikokrat izvajana. Je on privlečen na dan in potem priredi za to skupino. To je kar velik projekt. Ampak moram povedati, da imamo tudi dobro sodelujemo z glasbeno šolo, dobro sodelujemo s cerkvami,
En koncert moramo imeti vedno v Velesovem. Zakaj? Zato, ker ministrstvo zahteva 10%, moramo imeti izven radovljiške občine. Aha, okay. Tako da imamo potem to v Velesovem, ker tam je pa Močnik zelo dobre orgle vzpostavil in tako, da je kar v redu. Ampak prejle, ko smo še v glasbeni šoli, mislim, da Festival Radovljica bo od zdajšnjega leta naprej, jaz bom zdaj tam častna članica ali kaj bom. Ja, ne vem, to bo predsednika vprašale. Predsednik je pa tudi Domen Vurnik, tudi Radovljičan, želela sem, da je Radovljičan, da ohrane tu, da se bomo tu recimo vzpostavljali, ne da bo eden prišel z tega konca in z drugega. Ne, to je bila moja izredna želja. Ne. In tako, še celo Domnova mama, se je že pokojna, je takrat rekla, da sem klečala pred županom Črnetom, da smo dobili ta denar. Sem rekla, no klečala nisem, sem bila pa, ja, tako da smo pa to vse uredili. Ampak še prej, ko smo bili še pri glasbeni šoli, takrat smo mi leta 92 ali 93 prvi bili v Sloveniji na pobudo ravnatelja Egija Gašperšiča, da smo nabavili čembalo. Prej nobena glasbena šola ni imela čembala takega, kakršen je zdaj tudi v rabi. In smo bili tudi prvi v Sloveniji. Skratka, kar nekaj stvari je takih, ko je treba se pohvaliti. No, odlično. No, absolutno, čestitam, tudi za prvi čimbalo. No, pa še to, ko sem prej rekla, upokojil sem, nisem pa v tem z otroki opravka, tam še nisem upokojil. Ampak tudi Jožica Potočnik, ki je tudi tam zadaj, ni še upokojil takem, obe še nekaj ustvarjava. Ampak zaenkrat nama uspeva. Lih ste mi vzeli besedo iz ust prav točno z jezika, ker prej, ko sem vse naštevala, kaj vse Marija počne, pa verjetno sem še kar precej stvari pozabila, obe sva pozabili verjetno, da sodelavko s dobro prijateljico, s katero se poznata od vašega 15. leta in od njenega, ja. No, od vajinega 15. leta, dejansko še kar hodite v službo. Pa to ni služba v narekovajih, ampak je prava služba, pravo delo. In sicer vi poučujete nauko glasbi, še vedno. Ja, te učence, ki jih ima Jožica pri klavirju. Ja, no, Jožica pa je pianistka, no, in to poučuje tudi. In to seveda ampak na taki ravni, da ti učenci, tisti, ki seveda želijo, z lahkoto naredijo sprejemne izpite za KGBL, torej za konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani, tako da sta res lahko vzor vsem nam. Tako da, tukaj moram res zaploskati. Čakajte malo, najprej bomo zaploskali. Tako da res obima čestitke. Ampak ena učenka je tukaj, Lara Škrabl. Ja? Ona je začela, ko je bila stara 3 leta, no zdaj ima pa koliko že let klavirja? Čez 80. No, se pravi 10 leto. No in zdaj bo šla na srednjo. Oziroma na konzervatorij po novem. Ja, no, ja. Pa sem vesel. No, pa se je bilo veliko še takih, ko so odhajali. Prva moja učenka je bila Olga Gracel. To je bilo leta 62, sem jaz prišla, sem nekako, kako ne jo pa jaz zdaj pripravim za naprej, če sem še sama komaj kaj vedela ali kaj znala. No, ampak je uspela, no in ta je bila prva. Potem so bili pa še Arnol, pa Lotrič, pa Kocijančič. Kocijančiča je še gospod Egi imel na rogu takrat. Vem, kako je prišel z belimi rokavicami, da se rok ne bo umazal. Tako da je bilo kar nekaj učencev takih, ki so nadaljali, pa seveda Mateja Bajc, pa moja Irena, so šli na Dunaj in potem uspešni Mateja Bajc je tako, zdaj na konzervatoriju poučuje, pa koncertira, kolikor se koncertirati da. To ni lahek poklic. Ja, ne, sigurno ne. Ja, zdaj, kar se tega uradnega dela tiče, imam je še eno vprašanje. Ker smo danes v knjižnici in ker Marija izvaja dejansko pouk, ima tukaj v knjižnici, pa seveda ne mora mimo tega vprašanja. Od kje, kako zgodba Marija in knjižnica?
Torej, leta 2003 sem jaz, 3 leta sem še bila v glasbeni šoli, ker so hoteli učenci, da dokončajo z mano. Tukaj ste šli leta 2000, ste šli V 2000 sem šla v pokoj. Okay. 2003 sem zaključila na glasbeni šoli z Jožico, istočasno sva šle, ker niso bile več potrebne. Aha, okay. No in potem je pa prišla iz Amerike Simona Franco, oziroma vodopivec, ne, Simona. In seveda takrat ni imela nobene zaposlitve še, je pa ustanovila glasbeno šolo tam na Linhartovem trgu, tistem, zdaj je tam Osminka, prej je bila njena. No in potem je rekla Marija, bi ti prišla k meni, pa imela predšolsko vzgojo, pa kljunasto flavto v skupini, pa to. Jaz sem rekla, seveda. In tako sem začela leta 2003, jeseni, pri Simoni v tem prostoru. No in ko nismo imeli dost velik prostor, učencev je bilo pa kar nekaj, je pa Simona se zmenila z Boženo Finžgar, ki je bila pa v knjižnici, to je tam, kjer smo mi Triglavska gostilna, tam je zdaj bila knjižnica. No in smo začeli tam imeti nastope. In tako je potem naneslo, da je knjižnica bila popoldne prosta in je Božena, jaz se imate lahko kar tle pouk. Tako da smo v knjižnici bili leta in leta do te knjižnice. Ko ste še kar tukaj. In ko smo še kar tukaj, tudi z novim vodstvom, skratka, tudi tu v tem prostoru imamo nastope, tako da je kar v redu. Ampak je bila tista dvorana boljša, ne? Tista je bila boljša, meni je bila bolj všeč. Bolj bila taka intimna, ta je taka hladna, se mi zdi, no tako, ne vem, ampak je v redu. Je v redu, je vseeno v redu. Da me ne boste nagnali. Ne bomo. Tako, zdaj počasi bova res zaključila. Ja, čakaj, zdaj, ker smo pri Simoni. Ja? Simona se je preselila iz Vrhnike v Radovljico z družino. No in potem je prišla v našo glasbeno šolo za pouk harmonike gospodu Ažmanu. No in seveda, ker je gospod Ažman tudi imel vedno nastope, pa to, Simona ne bo nastopila. Jaz sem rekla, Simona, kako ne boš nastopila? Si ja to jokala pred nastopi, sploh ni marala nastopiti. No danes je zvezda. Ampak ko človek odrase, ampak veš, čas moraš biti v gibanju, tako da kako bi rekla, da ne prizadeneš otroka, da ni za glasbo, da ni za to. Vsak lahko pride do ene določene točke, ampak je treba vztrajati, pravzaprav se je treba poglobiti v njegovo bit, kakšen je, kaj ga zanima, koliko daleč lahko gre, ali je treba dalj časa delati kakšno stvar, pa potem le pride. Se spomnim enega fanta, ki je prišel, je bil 6 let star in pol vsako leto, ja, kjer bo šel naprej na ta inštrument, na on inštrument, joj, sem rekla, vaš pa mislim, da ni še za to, a ne? 6 ni bil še za to, 7 še ni bil za to, 8 še ni bil za to. No, ko je prišel po 9. leto, je pa nekako se mu odprlo in je naredil 6-letnikov. Med njimi imamo mi še tudi enega starejšega učenca, ja, in vsakokrat nastopa z nami. To se pravi, nikoli ni prepozno. Zdaj je star, mislim, da 45, ne? 50. A 50 je že? Ja, je prišel k meni 10 let nazaj, ne, Jožica, tako nekak. No in potem prav, jaz bi pa klavir igral, k meni je prišel zaradi teorije, ne. Pa sem pa rekla, daj mi zaigraj nekaj, da vidim, koliko je ta, koliko si daleč. No in nekaj zaigraj, sem rekla, s takim zdanjem pa ne boš nobenega razreda naredil. No in potem sem ga priporočila Jožici Potočnik, no in je naredil 8 razredov in še vedno igra. Zdaj bo še moje učence spremljal. Aha, no, bravo. A nisi me ti vprašala, če koliko star lahko še Ja, začne? to sem hotela vprašati, ker jaz imam tudi, mislim, mi je glasba všeč, pa muzika pa sploh, ampak jaz sem hotela zvedati, če še kaj upanja za mene, da bi pa kdaj tudi jaz kaj igrala, pa slišam, da je, tako da v redu, imam še čas. Je, v redu. Ampak zdaj na čisto na koncu predem ven besedo, ker jaz sem le na odru, pa vam prednost, moram reči. V glavnem, še eno vprašanje.
Kot ste že sami rekli, mnogo glasbenikov je potem postalo mednarodno znanih, so začeli pri vam. Kaj je pomembneje, talent ali želja oziroma vztrajnost? Oziroma, kdaj je kaj bolj pomembno? Najprej vztrajnost, da ga obdržiš v tej začetni fazi do konca osnovne šole. Ampak je seveda pa talent tudi nekaj. Ne? Je pa tako, jaz vedno primerjam glasbeno vadenje, igranje, je tako kot šport, vsak dan. Potem so uspešni in to je isto. Brez vsakodnevnega drila, treninga, tudi tu ni. Seveda je pa odvisno tudi od učitelja oziroma pedagoga, ki ga ima, najde ta pravo noto v učencu, da ga potem vidiš že za naprej. To je pa res od učitelja. In jaz sem zelo vesela, kadar preberem v časopisu, ta je najboljša učiteljica. Ravno zdaj je bilo v Gorenjskem glasu, za eno, ki je v Škofji Loki, mislim, da poučuje. Vesela sem, ker mislim, da potem tak človek, tak pedagog, vidi nadaleč, kam bo prišel otrok. Tudi veliko dati jim otrokom. Ja. To je. Ampak je treba ustrajati, oziroma ne takoj reči, ta pa ni za glasbo, ta ne gre pa ven. Ne, z otrokom moraš delati, in mu pokazati, kaj je tisto, kar bo prav naredil, kaj je tisto, kar je potrebno, da te pelje naprej k uspehu. Ampak je vadenje, to je trening. Mislim, se smučari, plavalci zjutraj v 5 začnejo plavati, drsavci že, ne vem, zjutraj pa še popoldne. Tako je to. Tako je. Tako je, in ravno zaradi tega, takega razmišljanja ste verjetno, mislim, sem kar 100% dobitnica pač te Žagarjeve plakete. To je to. Tako da, ja, se je že takrat pokazalo, vse v redu. Zdaj pa besedo dajem vam, kakšna misel, vprašanje, pohvala, seveda. Tako da, kar na dan. Poznate to? Zdaj pa jaz vprašam. Okay. Poznate to? To Granska Bonica. To je Boničeh. Ta je Bonija Čeha. Potem imate v glasbeni šoli zdaj pa od Arnola, od Matjaža, ki ima malo drugačne note. Tam ima la 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 la. Tam ima to, on je pa malo drugačen. Ampak to je Boničeh, še ko vi veste, da je Boničeh slikar in da je v graščini bil leta in leta z nami. Gor na vrh, kjer so pisarne, tam je imel on svoj atelje. Aha. In ravnatelj Egi ga je prosil, če naredi en naš znak. In to je glasbena šola, Radovljica. Zelo lepo, zelo vesela sem iz tega vtičati. Ta je moj. Ja, tako. Ok, zdaj, če se ne upate izpostaviti, vas lepo prosim, da se bomo zdaj lepo klepetali. Da se še ne razidete, kajti Marija je vse to, kar sem danes povedala, je danes še pekla. Tako da se bomo, večer je tak prijeten za poklepetati ob kozarcu, kaj pregriznali bomo kaj. Tako da najlepša hvala za vaš obisk, za vaš čas. Marija, jaz se pa vam zahvaljujem. Lepo. Hvala lepa.